To je Radio 1 podcast. Ekola, včasih je največji pogum priznati, da prva ideja ni prava ideja in potem vztraja dovolj dolgo, da najdeš drugo. Danes je z nami mlada podjetnica, psihologinja po izobrazbi, ki je pri 25 odprla svoje podjetje, šla na 100 prodajnih sestankov, produkta ni mogla prodati, a ni odnehala. Danes vodi rastoče podjetje, sodeluje z več kot 100 podjetji, je prejemnica Social Impact Award in uvrščena na famozno lestvico, bomo rekli, slovenski Forbes 30 pod 30. Povej, kdo si in kaj počneš. Živjo, sem Eva Esih, hvala za ta lep uvod, sploh ne vem, kaj bi še dodala. Sem iz Ljubljane, čeprav originalno Štajerka, rada imam šport, zelo veliko se ukvarjam s pedlom, to je najhitrejše rastoči šport. Drugače pa podjetnica, psihologinja, soustanoviteljica in direktorica podjetja Sajbit, kjer se ukvarjamo s tem, da drugim podjetjem pomagamo do kadra, mentorica, tudi avtorica znanstvenih naložb, člankov. Skratka, ni da ni. Ni da ni. Imaš kaj prostega časa? Ja, tako da imam. Si ga vzameš. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime. Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Gremo najprej se malo spoznati, še bolj podrobno. Kakšno glasbo poslušaš? Vse, kar je na Radio 1. Političarka bodoča. Zadnji koncert, ki si ga obiskala? Ed Sheeran v Zagrebu. Odlično, danes smo rojstni dan, Sem to veš. slišala, ko sem se vozila sem slišala. Kateri je tvoj najljubši komad njegov? Imaš kakšnega posebnega? Ja, perfect. Perfekt, odlično. Jutranji ali večerni tip človeka? Večerni. Večerni. Tako da tale vdajajo v ta pravim času za mene. Dobro jutro. Pogum ali varnost? Pogum. Kaj je tista prva stvar, ki si jo kupila, ko si prvič nakazala plačo svojega podjetja? Po moje kruh. Kruh. Najljubša hrana? Po moje mamina lazanja. Mamine lazanje so dobre. Ja. Pijača? Hugo. Zanimivo. Pijača, smo rekli, to pes ali mačka? Pes. Morje ali sneg? Morje. Zaročena, poročena, srečna, samska? Srečno v vezi, še ne poročena. Okay. In še ne zaročena. A še to. Si tip ženske, ki je pri 10 letih vedela, kakšno poročno obleko bo imela, kako bo mož oblečen, kje boste imeli poroko, kdo bo igral na poroki? Pri 10 še ne, ampak sem dosti hitro vedela, kaj si želim. Tako da imam tudi že malo načrtov, sicer nismo še toliko tam, ampak ja, vse v svojem času. Vse v svojem času. Ok, spoznali smo se. Kaj te pri 25 letih sploh potegnilo v podjetništvo? Ja, dobro vprašanje. V bistvu splet okoliščin. Šla sem študirati magisterij delati tudi na Nizozemsko. Šla sem študirati Maastricht, Learning and Development of Organizations. In tam sem iskala službo. Dobro. Prijavljala sem se res na ogromno nekih služb, priložnosti, ampak pa je prišla korona in službe se ni dalo dobiti. Ampak tekom procesa prijavljanja na službe sem pa ugotovila, kaj imajo pa recimo nizozemske firme na področju kadrovanja, na področju iskanja kadra, kakšne rešitve uporabljajo in sem dobila idejo, oziroma sva skupaj s svojim partnerjem, poslovnim in privatnim Urhom, dobila idejo, ko sva gor študirala in sva rekla, nič, se vrnemo nazaj v Slovenijo, probamo isto zadevo to tukaj narediti in pokazati tudi Sloveniji, da lahko tudi v Sloveniji uporabljamo take dobre kadrovske rešitve. Torej bo kmalu tvoje podjetje družinsko podjetje. Ja, skoraj. Odlično. Kaj so doma rekli tvoji na odločitev, da boš postala podjetnica pri 25? Ja, mogoče sem jih malo presenetila. Zakaj te to vprašam? Ker sem gledal en pogovorček in košček in si to razložila, mi je simpatična zgodba. Ja, sem jih kar presenetila, moram reči. Ko sem jaz pri 25 rekla, mami, jaz odpiram podjetje, sta bila mogoče malo šokirana. Zakaj? Zato, ker sem magistrirana psihologinja, magistrirana ekonomistka in mogoče to ni neka ta prva pot ali pa neka najbolj varna pot, ki bi jo nekdo pri taki starosti začel oziroma se za njo odločil. In prav spomnim se pogovora Atija, mamice z najprej z resnim obrazom, Eva, pa a mogoče bi raje šla nekam drugam najprej delati, pa varna služba, zaposlitev, pa saj bo čas za podjetništvo, da nabereš izkušnje, ne? Ampak jaz sem rekla, mami, ati, mene to ne zanima, jaz bi rada probala, zdaj sem mlada, 25 let stara, nimam otrok, lahko gre kaj narobe,
mogoče pa ne, pa bomo vsi dobro od tega živeli. Ne? In pa sta tudi mami pa ti zelo hitro spoznala, da mislim resno, da imamo dobre ideje, da dobro delamo in danes sta res največja podpornika na vse prireditve, delita članke, glasujeta. V bistvu sta del firme. Tako je, verjetno tudi zdaj poslušata, tako da ima PR. Maham. Pa gledate lahko tudi na vaši televiziji doma oziroma na radio.si. Veš, kaj pa je bil tvoj prvi resen strah, ko si potem podjetje odprla? Je bilo kaj strah ali si šla kar, jaz pa grem? Ja, absolutno me je bilo strah. Sicer na začetku, ko sem jaz podjetje odprla, se sploh nisem zavedala, kaj to vse pomeni. Ker na začetku se ukvarjaš s tem, kakšne barve bo tvoj logo, kako bo ime tvojemu podjetju. Takrat se ti zdijo to najpomembnejše stvari. Je to tisti lep del podjetja, ustvarjene podjetja? Tisti lep del, ja, je. Ja? Je pa res, da potem pride ta pravi strah. A bo nekdo kupil tvojo rešitev, a boš si lahko dal kruh na mizo konc meseca. In mene je bilo res strah, ko smo mi razvili ta prvo orodje, ko smo ga videli na Nizozemskem, ko smo ga malo skopirali oziroma prilagodili za slovenski trg in ko ga nismo mogli v Sloveniji prodati. In to je, tako kot si rekel, šla sem na 100-150 sestankov, probali smo, razvili smo, bili smo tudi podprti od Slovenskega podjetniškega sklada, dobili smo 54 000 evrov nepovratnih sredstev za razvoj tega produkta, ampak ta produkt se potem ni prodajal v taki meri, kot smo si želeli in takrat nas je bilo res fej strah, kako bomo preživeli, kako se bomo razvili in kako bomo prišli do te točke, ko smo si želeli. Lahko rečemo, da v podjetništvu je sploh prostor za strah? Jaz mislim, da je. Zakaj? Konec koncev smo podjetniki ljudje. Jaz verjamem, da vsak podjetnik zvečer zaspi z nekim strahom ali pa skrbjo. Ampak je pa res na tebi, na kakšen način se ti spopadaš s tem strahom in a ti svetu nazven kažeš, da te je strah. Na začetku, ko smo mi začeli, me je bilo strah, ampak po moje, če bi vprašali naše prve stranke, partnerje, naše mentorje, bi me oni opisali kot res eno močno osebo, ki jo nikoli ni strah, zato ker pač nazven ne želiš tega pokazati. Torej imidž pomemben. Itak, imidž je pomemben, na začetku je, dokler na začetku nimaš prvih stranke, tudi fake it till you make it, moraš pač pokazati, da si dober in pa gre vse lažje. Pa greva še malce nazaj. Čisto preprosto, kaj danes vaše podjetje dela in komu pomaga? Čisto preprosto, drugim podjetjem pomagamo do kadra. Okay. In to v času, ko vsi pravijo, da dobrih kadra, da jih ni več. Manjka, ja. Da ni, ne vem, natakarjev, kuharjev, proizvodnih delavcev, zdravstvenih delavcev. V bistvu mi podjetjem pomagamo do kadra in to na precej inovativen način. Se pravi, torej, ste umestnik, ne? Smo umestnik, v bistvu pripravljamo zaposlitvene kampanje za objavo na socialnih omrežjih. Se pravi, iščemo kandidate za podjetja za uporabo socialnih omrežjih. Facebook, Instagram, Google, YouTube. Se pravi, en tak nov način iskanja kadra. Ne kot zaposlitveni portal, ne prek LinkedIna, ne kot klasična headhunting agencija, ampak v bistvu, kaj počnemo, je social media recruiting. Se pravi, združili smo marketing, kadrovanje, uporabo socialnih omrežjih in mladim, nadebudnim in pa ljudem, ki želijo zamenjati službo, pomagamo do službe na tak zelo enostaven način. Ampak vas mora najeti firma, lahko tudi nekdo, ki išče zaposlitev, vas poišče? Mora nas najeti firma, se pa lahko tudi iskavt zaposlitve upiše v neko bazo oziroma izrazi, kaj ga zanima. Ampak načeloma naši naročniki so podjetja, ki imajo izziv s pridobivanjem kadra oziroma si želijo več kandidatov, si želijo boljše kandidate in v bistvu tisti, ki pač rabijo ljudi, pa jih mogoče ne najdejo v tem trenutku. Zdaj niste več omenili samo na Slovenijo, delate tudi s tujino, ne? Delamo tudi s tujino, to je bilo res čisto organsko. 2 leti nazaj smo s tem produktom Jobit oziroma Jobit AI začeli v Sloveniji, ampak naš Jobit je zelo hitro dobil krila. Ne vem, je prišlo slovensko podjetje, veliko pa je reklo, lahko mi isto kampanjo, lahko poiščemo te ljudi, ne vem, v Srbiji, v Bosni, v Avstriji. Tako da v bistvu smo se razširili že v 11 evropskih držav. Tako da delamo trenutno po Evropi. Zdaj z marcem oziroma aprilom pa res sistematično vstopamo na nemški trg. Tam si pa prav želimo zgraditi tako persono kot v Sloveniji. Zanimivo je to. Kakšnih delavcev primanjkuje? Ali je to tajnost? Ne, ni tajnost. Največ delamo z firmami, ki iščejo, če se izrazim po angleško, blue collar workers, se pravi ljudje, ki delajo nekaj tehničnega, ljudje, ki delajo z rokami, se pravi ne ljudi, ki sedijo v pisarnah.
Ogromno delamo z Torej operativce, s proizvodnimi podjetji, s tehnični kader. Zelo veliko delamo tudi gostinstva, kuharje, natakarje, šankiste. Tudi zdravstvenega kadra se precej išče, a ne, od medicinskih sester. Ampak to velja za celo področje, na katerem delate, ne samo Slovenija. Tako. Torej, medicinske sestre pogrešajo vse posod. V Evropi, ja. Čeprav zdaj sem se glih kar vrnila iz Dubaja, tam ne, ker recimo v Dubaju se vsi želijo presiljevati oziroma živeti tam, medtem ko Evropa pa kar trpi za pomanjkanjem s tem kadra. Ne. Okay. Kaj bi tvoj najtežji trenutek na tej poti podjetništva? Ja, najtežji trenutek je bil, ko smo razvili ta prvi produkt in ko ga nismo mogli prodati v tej meri, da bi preživeli obstoječo ekipo. Okay. In to je bilo res težko, ne? Ker takrat sem bila stara 26-27 let. Ves denar, ko smo ga dobili, smo vložili v to, še z Urhom sva si sposodila denar od staršev. Na začetku je tako pravijo, da je FFF, Friends, Family pa Fools, ko verjamejo v tebe. In ko smo po pol leta res aktivne prodaje ugotovili, da pač to ne dela v taki meri, je bil čas za pivot in takrat mi je bilo res strah, a bo zdaj drugi produkt uspel, a bo... Torej pivot pomeni, kaj razloži to? Pivot pomeni, da spremeniš svojo idejo in da začneš naslavljati drugo težavo. Ne? Ampak niste pa v tem trenutku nikoli imela, zdaj pa dovolj, bom obupala in grem na varno službo? Ne. Dovolj trmasta, kaj si po horoskopu? Zelo sem trmasta devica, zelo trmasta, zelo zagnana, v bistvu vsak ne, ki sem ga dobila na prodajnem sestanku z urodjem Rekruter, me je še bolj počgal, oziroma res pri sebi sem iskala razloge, ne vem, a mogoče pa moja prodaja ne štima, šla sem na res ogromno coachingov za prodajo, ampak po eni točki vidiš, ko je prodaja ostala ista, ampak ko smo razvili produkt, ki dejansko naslavlja neko aktivno težavo, se pa vse hitreje obrne, ne. Ker če malo bolj razložim, kaj je bilo s prvim produktom narobe. Tako je. Načeloma je bil produkt sam po sebi fino, oziroma dobili smo pač komentarje, se je dober, se je deluje, ampak na predpostavki, če bi ga postavili na trg par let nazaj. Zakaj? Ker se je v Sloveniji trg dela toliko spremenil, da ni največji izziv selekcija kadra. Se pravi, ta prvi produkt Rekruter je bil za selekcijo kadra. Če bi stranke oziroma firme imele, ne vem, 50, 200, 1000 prijav. Da se zbali tiste najboljše, pač oziroma optimalne, tisto, kar pač potrebuje firma. In mi smo prodajali selekcijo, medtem ko firme sploh ne morajo delati selekcijo zaradi tega, ker ni kadra. In potem smo pa teh 250 sestankov izrabili na račun, če mi je, ne vem, 100, 150, 200 ljudi povedali, želimo si več kadra, boljših kandidatov, novo rešitev, smo pa spivotirali in pa se je res zelo hitro začeli poznati, da ima produkt trg, da v bistvu mi podjetniki rečemo, da je product market fit, da deluje in potem je res šla prodaja gor, strmo, iz leta se povečuje, množi, tako da res... In danes si tukaj. In danes sem tukaj. Eva, kako veš, ali moraš ustrajati ali spremeniti smer? Kdaj začutiš to? Kdaj je tisti moment, ko rečeš, in da veš, da je pravi moment? Ja, to je moment, ko začutiš sam pri sebi, da zdaj na tej točki pa res ne gre več. Recimo, mi smo začutili po nekje 6 do 8 mesecih in ponovadi je ta moment, ko ti pač zmanjka denarja na tisti točki, ampak tudi interno se mi zdi, da pač čutiš, da zdaj si pa res vse naredil. Vsaj jaz sem si takrat pač nalila čistega vina, sem rekla, vse si naredila, vse si probala, vse ljudi si kontaktirala, ko si jih pač želela, predstavila, pač čas je za pivo. Ampak recimo, če bi v tistem trenutku nekdo prišel in bi rekel, gledaj, vseeno tle imaš še, ne vem, 50,000 evrov. Bi šla naprej z istim produktom ali bi rekla, ne, počakaj, bom naredila, kot si rekla, pivot. Ja, ne bi šla več naprej. Si že vedela, si bila že prepričana o to? Ja, prepričana sem bila, zato ker smo vse razvili, postavili, ampak če ti ne prodaš zadost v pol leta, v enem letu, je pač za čas za pivot. Ker recimo primerjava, takoj, ko smo začeli z novim produktom, je bila prodaja v prvem tednu, 14 dneh, prvih mesecih, in je bila prodaja v prvem mesecu večja, kot prej v celem letu. Sta skakala s fantom. Do stropa pa še k sosedom gor. Kaj je najpogostejša iluzija, ki jo imajo mladi podjetniki? Mislim, rekel sem, zakaj, da je skakala s fantom tisti, ki ste se pravkar priklopili, zato ker skupaj imata podjetje. Kaj je najpogostejša iluzija, ki jo imajo mladi v podjetništvu? Koliko se meni zdi, bi vsi radi uspeha.
in to res ogromne količine instantnega? denarja. Ja, takoj. Ja. Kar pa bi res rada poudarila, da nič ne pride čez noč. Ne? In tistega, ki ga motivira denar, mogoče podjetništvo res ni najboljše za njega. Zakaj? Ker to je res ogromno enega haslanja in mogoče se nazven zdi vse fancy, pa shiny, pa lepo, ampak v zadju je pa res toliko enega truda, odrekanja, na začetku nimaš nič, ne? Mogoče zdaj se pojasnim, zakaj sem odkrila, kaj sem si prvo kupila kruha, ne? Ker na začetku res šparaš, vse vložiš v podjetje, ki je kot nek tvoj baby, zato je pač res se mi zdi pomembno, da se zavedaš, zakaj želiš podjetnik, oziroma se vprašaš, kaj želiš iz tega ven dobiti. Ne? Ker v bistvu, ko šparaš, najprej sebi jemlješ, ne? Ja, tako ja, sebi. Sebi in potem greš naprej. Torej, štruca kruh je kar simbolična varianta. Te številke motivirajo ali obremenjujejo? Absolutno motivirajo. Ja. Če bi me obremenjevale, jaz danes ne bi bila tukaj, ne? Ker se mi zdi, da tistega, ki obremenjuje številke, ni mogoče za podjetništvo. Ker ti moraš biti navdušen nad, ne vem, mogoče tem pritiskom, ne? Trenutno nas je tudi 5 zaposlenih. Pač tebe mora motivirati, da lahko daš ljudem dobre pogoje, dobro plačo. Ne? Če bi zdaj mene to obremenjevalo do točke, kaj pa, a bojo lahko dobili konc mesta plačo, jaz mislim, da bi pol boljše, da se nekje zaposlim in dobim svojo plačo od nekoga drugega. Razumem. Kakšen odnos imate v firmi? To bi mogli pa moja zaposlena vprašati. Mislim, Ampak ne, zelo smo povezani. Ste bolj tako na ti? Vsi smo na ti, vsi smo mladi. V bistvu najstarejši je 30, najmlajši je 23, tako da v bistvu mladi hustleri, zelo se razumemo, hodimo skupaj na kosila, se družimo, recimo zdaj čez zimo sva bila z Urhom 3 mesece v Španiji, naša zaposlena naj jo prišla tja obiskat. Kolega je glih kar dobil otroka, nas je včeraj prišel pozdraviti z darilci. Pač res, ko ne rečem familija oziroma družina, ampak zelo, zelo, zelo povezana športna ekipa. V bistvu skrbite eni za druge. Tako. Ok, odlično to slišati. Veš, kaj me zanima? Tisti občutek, ko je zalaufalo, ko je prodaja zalaufala. Tisti trenutek veselja. Si ga zapomnila? Tašen momenti, po mojem, jih moraš imeti nekaj shranjene pri sebi, zato da boš vedela potem v prihodnje vedeti, kako se veseliti. Ja, absolutno. Prav spomnim se, bil je november, mi smo nekje junija začeli z novim produktom in to je bil teden, kjer sva bila zaposlena, jaz pa Urh še sama. Ja. Takrat še nismo imela zaposlenih in tisti teden smo uspeli prodati za okrog 10,000 evrov kampanj, oziroma tukaj smo naredili za 10,000 evrov in mi dva nismo mogla verjeti, da je kaj takega mogoče, ker smo se prej 2 leti matrali in jaz se prav spomnim, takrat sva šla v Savudrijo in jaz sama sebi nisem mogla verjeti, kaj sva midva ustvarila. Ne? Veselje na polno. Veselje na polno, ampak ne zaradi denarja, to sploh ne. Ne, ker je rad to produkt. Ker je rad to produkt, ne. Ja, ker dejansko delate dobro stvar. Itak. Je win-win situacija za vse, za podjetja, za delavce in za vaju dva, ki so ta produkt pač razvila. Absolutno, ne. Tudi daj, ko kdo rečem, ustvarjamo, lani okrog 500,000 recimo prihodkov, to si ljudje polkar mislijo, ne, to je zdaj 500,000 v moj žep, ne, ampak jaz vedno rečem, tu si zato, da ustvarjaš, davč od tega je, da si lahko karkoli tako izplačaš, prvo poskrbiš za druge, oziroma vsaj mi dva prej poskrbiva za druge. Jaz se pol hecam, ne. Če bi imela 500,000 zdaj v žepu, se ne bi vozila za 15 let staro škodo. Koliko si ali pa še uživaš v tem, kar počneš? Kaj je tisto, kar te vznemirja pri tvojem delu? Jaz vsak dan uživam na maksimum. Mene, ko kdaj vprašajo, Eva, pa koliko ur zdaj na dan ti sploh delaš? In jaz rečem, pa jaz sploh nimam občutka, da delam. Meni je to lifestyle, uživam, tako da res živim svoje sanje in v tem trenutku zdaj ne bi spremenila absolutno. Čisto nič. Torej, denar merilo uspeha ali samo posledica? Posledica, to smo že prej gotovila, ko si že tako povedala. Kako ostaneš prizemljen pri vseh teh stvarih, kaj se ti dogaja? Ko se ti veča promet, zmeraj bolj postajaš uspešna, ne vem, Forbes 30 pod 30, kaj sploh to je? 30 pod 30 Forbes? To je v bistvu en prestižen seznam, ki ga dela zelo v bistvu priznana edicija Forbes. Ja. In to je seznam 30 posameznikov, ki so pred 30 letom ustvarjali nekaj izjemnega.
In ta seznam v Sloveniji je bil zdaj letos prvič in so znotraj 30 izbrancev izbrali nekje 7-8 športnikov, 7-8 podjetnikov, 7-8 glasbenikov, kulturnikov in pa znanstvenikov. Okay, ste se med sabo kaj spoznali, se družite, imaš kakšne kontakte med temi 30? Imam predvsem za tajno organizacijo. Ne, v bistvu, to je bilo tako tajno, mi do konca sploh nismo vedeli, da smo zbrani. Cel ta proces je bil zelo dolg, več kot pol leta je bilo intervjujev, preverjanj, selekcije. Okay. Na koncu me samo obvestili, da sem na seznamu 50 in da se lepo vabljena, da se udeležim te zaključne prireditve, kjer so pa potem razkrili 30. In na tej prireditvi smo se res povezali z glasbeniki, športniki, predvsem pa s podjetniki, recimo Aljoša iz Etno hiše oziroma Baščaršija, že naša stranka, en podcast smo imeli skupaj, tako da res tudi ogromno prijateljev dobiš na tem področju. A kdo skrbi za tvojo garderobo? Oziroma, koliko je pomembna garderoba v poslovnem svetu, to, kar ti počneš? Predvsej pomembna. Zakaj? Ker imaš pač neke etiko oblačenja, kodeks, ampak konec koncev se mi zdi, da na tisti končni vtis daje tudi obleka. Jaz vedno pravim, da to ne rabi biti draga obleka ali pa fancy obleka, ampak pač obleka, v kateri se ti dobro počutiš. In ja, trenutno svojo garderobo zbiram sama. Moj fan bi rekel, da imam še preveč garderobe. Kot vsak. Tako da jaz sama zaenkrat. Ampak všeč mi je trenutno in zaenkrat. Eva, si se kdaj znašla v situaciji, ko so te podcenjevali zaradi let? Pa zaradi spola. Ja, absolutno. Ne. Pri 25 letih, ko pač odpreš podjetje, te marsikdo zaznava kot, ne vem, študentko ali pa neko asistentko, ko bo skuhala kavo. Tudi daj sem dobila kak komentar, ja, Eva, se ne zameriš, zdaj bomo pa mi moški šli na pivo, pa se pogovarjali o biznisu. Ne. In? Ja, na začetku sem si to ful gnala srcu. Ja. Zdaj si pa mislim, pa pač... Ti je pomagala kaj izobrazbe, da si psihologinja? Absolutno, ne. Včasih rečejo, moj superpower je, da berem misli. A ja? Znam, daj, prebrati ljudi, ampak načeloma, na začetku sem imela težnjo potem, da bi se mogla dokazati oziroma jim povedati, da imajo narobe. Zdaj si pač mislim svoje in jim pač jaz pokažem naše rezultate, kaj delamo in potem se pač vsak odloči. Torej, ti dejansko to, da znaš brati misli, je to naraven del? Ali je to tista ženska intuicija, ki je? Pa si samo zaupaš pri temu? Se to se je shecam drugače, veš, ko te kdaj vpraša. Ko te vpraša, kaj je tvoj superpower, pa rečem, berem misli. Jaz mislim, da je povezan s tem, kar sem študirala, ker nas ogromno učijo aktivno poslušati, čustvena stabilnost, inteligenca, pa tudi to, da sem ženska, pa da mogoče kdaj veš na katero tipko, kdaj pritisniti na klavirju. To je brihno. A si se mogla kdaj več dokazovati kot kdo drug? Jaz mislim, na začetku se mora vsak dokazati. Sigurno pa leta, pa spol na začetku niso dala dodatne vode na tem mlin, tako da na začetku se mi zdi, da sem se mogla precej dokazati. Ne? Je bil tvoj partner veliko opora pri teh stvareh? Ogromna. Si mu rekla kdaj? Ogromna podpora. Je hotel koga zmlatiti? Ne. Je zelo tako miren in me pol doma potolaži, ne? Ampak ker ve, da bereš misli. Ker ve, da berem misli. Tako je. Če nekdo danes razmišlja o svojem podjetju, katero prvo iskreno vprašanje si mora zastaviti? Če je pripravljen res ogromno delati in se truditi za to, kar želi ustvariti, in pa tudi, da se vpraša, zakaj želi postati podjetnik. Ne? Ker če si odgovori za to, kar hoče imeti veliko denarja iz danes na jutri, pa mogoče ni najboljša ideja, ne? Da se začne ukvarjati s podjetništvom. Tvoj odgovor je na to vprašanje, zakaj postati podjetnica? Ker želim spreminjati svet na boljše in ker želim ljudem pomagati do boljše službe na zelo enostaven način. Ok, kaj bi danes rekla sebi pri 25? Da se ne smem tukaj sekirati, pa da bo vse v redu in da ne ustrajam, da ne bom pogumna in verjetno bi si rekla, da tudi če boš 1000krat padla, boš 1001 vstala in šla navzgor. Eva, kaj je tvoja definicija uspeha? Poslovno ali osebno? Najprej poslovno in potem osebno. Ampak ti imaš to združeno skupaj, potem imaš skupno varianto, ali kako? Ja, mislim, se mi zdi uspeh poslovni in oseben je, da lahko zvečer normalno zaspiš, da si srečen s svojim življenjem, s tem, kar počneš. Zdaj, če se mogoče malo bolj poslovno osredotočim, je to, da gradiš podjetje, ki raste, ki daje drugim zaposlenim dobre pogoje, ki ima globalen potencial.
Tako da v bistvu nek globalen uspeh oziroma globalna prisotnost na trgu bi bila kot nek poslovni uspeh, medtem ko oseben pa imeti srečno, zadovoljno življenje, zdravje, prijatelje in to, da si lahko ti in si obkrožen z ljudmi, ki jih imaš rad. Morda še to, in ta še moment, ne? Ker vsi mislijo pri teh stvarih, da obstaja samo leva ali pa desna stran ali pa eno ali drugo. Ne morajo vsi biti podjetniki in ni nujno, da so vsi podjetniki, ker rabimo tudi dobre delavce. Absolutno. Absolutno. Jaz vedno pravim, recimo, kdaj tudi psihološko testiramo kandidate, in jaz pravim, da ni dobrih pa slabih osebnostnih lastnosti, ampak da so osebnostne lastnosti, ki pašejo na neko delovno mesto ali pa ne. In absolutno vsak ni za podjetnika, tako kot absolutno vsak ni mogoče za, računovodjo ali pa za delavca v javni upravi. Torej nekdo, ki hoče biti podjetnik, pa se mu potem izkaže, da ni nič hudega, pa če pristane kot delavec, je lahko vrhunski delavec oziroma operativc. Absolutno. Tako je. Odlično. Morda samo še to, kaj imaš pripravljeno za prihodnost in kaj misliš, da ima prihodnost pripravljeno zate? Rada imam ta vprašanja. Kaj imam pripravljeno za prihodnost? Torej nemški trg smo najprej ugotovili. Nemški trg, ta naš produkt Jobit.ai, ko smo ga v lanskem letu razvili, ki deluje na podlagi umetne inteligence in celo to kampanjo pripravi v 2 minutah, želimo postaviti na svetovno raven, se pravi, želimo si globalnega uspeha. Jaz verjamemo, da začeli bomo z Evropo in verjamem, da lahko postanemo orodje za zaposlovanje v Evropi, nek novodoben Tinder. Kaj pa ima življenje pripravljeno za meno, pa jaz mislim, da tudi lepe zadeve, tudi na osebnem področju, na eni točki družina, otroci, tako da se zelo, zelo, zelo veselim prihodnosti, kaj vse mi prinaša. Ok, še vprašanji naših poslušalk in poslušalcev. Takole pravi Aleš. Zanima me kontakt podjetja, ki ga trenutno predstavlja Eva Jesih. Potrebujem storitev podjetja. Super. Biznis je dobila, ali Štroha je podpisal. Z veseljem se lahko oglasi mene, poišče Eva Jesih na LinkedInu, na spletni strani www.psybit.si, se povežemo, kontaktiramo in mogoče pa kaj skupaj dobrega naredimo. Ok, Aljoša, napisal si Jesih, ni Jesih, je Esih, Eva Esih, da ne boš napačno iskal. Potem greva dalje, čakaj, da najdem še to, Maja. A je res takšna groza za podjetnike dvig minimalne plače? Res ne razumem tega. Ne, jaz mislim, da ni. Recimo v našem podjetju smo vsi daleč stran od minimalne plače, kar je mogoče bilo zdaj izpostavljeno, da je pač obdavčitev je res velika, in za neko minimalno plačo se skriva res ogromno nekih davkov, prispevkov in predvsem podjetniki se zavzemamo, da bi se mogoče ta davčna razbremenitev zgodila, da bi, od nakazanih 2500 evrov zaposleni dobil 2000 evrov ven, ne pa mogoče Jurija. Ok, kakšen je tvoj pogled na deljenje dobička z zaposlenimi? Super vprašanje, pozdravljam. Zakaj? Zato, ker zaposleni so ključ do uspešne zgodbe in jaz vedno pravim, če bomo imeli ogromno kruha na mizi, ga z veseljem delimo. Ok, lepo, hvala lepa. Eva, jaz si hvala za iskrenost, za realen pogled na podjetništvo in za to, da si pokazala, da napaka ni konec zgodbe, ampak pogosto njen začetek. Želim ti, da boš nekoč z nasmehom rekla, letos pa smo državi plačali 1 milijon evrov davka. Iz tvojih ust v božje ušesa. Me veseli, da tako vzameš, ko sem enkrat na zadnjico rekel, zakaj bi dal državi? Če plačaš 1 milijon davka, koliko boš zaslužil? Ogromno. Evo ga. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, gledalke, gledalci, da ste bili z nami. Vsi dosedanji ekstra torkovi pogovori so zbrani na radio1.si, na YouTube kanalu Radio 1. Kmalu bo tam tudi nocojšnji. Naslednji torek ob isti uri nova zgodba. Hvala lepa še enkrat in lep večer. Hvala za vabilo. To je Radio 1 podcast.